Prvič prihaja profil psihoterapevta, poklic, ki bo lahko, si za človeka vzel čas, mu res prisluhnil, in ponudil prvič to možnost dolgotrajne terapije v zdravstvu. Potrebe pa žal, če spremljamo samo novice, vidimo, da so zelo visoke, nujne, da ljudje zelo trpijo v svojih stiskah, in četudi se kdaj sliši z druge strani, da saj ljudje pa lahko počakajo, jaz mislim, da ne. Mi srečujemo tiste ljudi, ki ne zmorejo več čakati, ki so že obupani, ki so že v globokih stiskah, ki potrebujejo pomoč takoj, ki je lahko vsaka minuta prepozna kdaj, in kadar so stvari itak toliko že daleč, je včasih že prepozno in je potrebno ljudi poslati v zdravstveni sistem, kjer dobijo urgentno, takojšnjo pomoč psihiatra. Ja, nam je prav hudo, ko se vzpostavlja ta monopol ene poklicne skupine, ki se zdaj še širi tako medijsko malo. V resnici, če bi zaprli medije in bi samo gledali, kako pacienti ali pa uporabniki, če se tako izrazim, komentirajo in spremljajo vse stvari v zdravstvu ali pa v sociali ali pa torej pri psihoterapevtih, bi lahko videli, da v resnici psihoterapevti precej dobro že sodelujemo tako s psihiatri kot s kliničnimi psihologi. Da je precej visok procent ljudi, ki pride v psihoterapijo na trg zato, ker ne dobi pomoči v zdravstvu ali bodisi mora čakati na prvi obisk. Neke čakalne dobe, številke so znašajo tudi do 6 let, a ne, v Slovenj Gradcu, mislim, da. In ko ljudje dobijo takšne številke, pač poiščejo pomoč tam, kjer je na voljo. In največja težava je bil ta, da je bil zdaj to totalen kaos, da ljudje niso vedeli, ne, kdo je psihoterapevt, a je res terapevt ali ni terapevt, nekdo je lahko naredil, ne vem, 1 leto študija, pa ni dokončal niti potrebne 9-letnega izobraževanja, recimo na zakonski družinski terapiji, na teološki, a ne. In je kot tak lahko deloval in noben mu ni mogel tega preprečiti, a ne, temu terapevtu. Seveda pa storitev ni morala biti, kvalitetna dovolj, kompetentna, če uporabim izraze, druge stroke. In zato ta zakon prvič prinaša, ne samo še večje sodelovanje strok, ki zdaj bije tak trd boj v medijih, razumljivo po eni strani, ampak prinaša tudi prvič jasnost ljudem, kdo je terapevt, po kakšni smeri se je izobraževal, ne. Vsi bojo mogli izpolnjevati, tako tisti, ki so bili do zdaj v zdravstvu, če bojo želeli opravljati psihoterapijo naprej zgolj kot poklic, ali pa vsi na trgu prvič morali zadostiti tako visokim kriterijem. V resnici, tako se govori ponekje o nizkih kriterijih, ampak Ministrstvo za zdravje je zvišalo kriterije čisto vsem psihoterapevtom, ki so do zdaj bili obstoječi. Torej tako kliničnim psihologom kot psihiatrom kot psihoterapevtom na trgu, vsi bojo morali narediti še malo več, kot se je do zdaj od njih pričakovalo. Tako da, če se vrnem pa k sodelovanju, a veste, mi v resnici brez psihiatrov ne moremo delati. In brez kliničnih psihologov tudi ne moremo delati. Tako da se veselimo vsakega povečanja števila specializacij. Tako kliničnih psihologov, ta vlada je povečala število specializacij, mislim, da tudi prejšnja, kliničnih psihologov. Zelo bomo veseli, ko bojo povečali število pedopsihiatrov. Tukaj mi opažamo največ trpljenja na področju torej otrok, ki ne morejo priti dovolj hitro do pedopsihiatrov in se potem množično obračajo na psihoterapevte. In zato je tudi šolstvo kot eno izmed tistih pomembnih področij, kjer so lahko timske obravnave ključne in zelo bistvene, dokler se te stvari ne uredijo vsaj malenkost boljše tudi v zdravstvu. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, kako je socialno okolje ključno, kako je podpora družine bistvena, kako smo vsi poklici pri tem dobesedno poklicani, da sodelujemo in pomagamo. Zato je izjemno težko in izjemno boleče poslušati vse napade in boje in karkoli se pač medijsko prikazuje, ker mi smo prvi, ki bi mogli reči dovolj, človek je tukaj tisti, ki je pomemben. Terapevt bo prvič
v Sloveniji s sprejemom tega zakona odgovarjal za to, kar dela prvič. Veste, koliko pritožb mi poslušamo. Bolj, ker delamo skupaj za ta zakon in tako naprej, več pritožb prihaja. Pa ne strani samo nekih ljudi, ki nimajo izobraževanja. Tudi tistih ljudi, ki imajo neka delna izobraževanja. Tudi iz zdravstvene stroke. Tako da meni je težko poslušati, zdravstvo je popolnoma urejeno. Pardon, ni, a ne? Ni. Popolnega sistema ni nikjer. In v vsakem poklicu se najdejo ljudje, ki ne bojo stvari dobro upravljali. Ampak naša naloga je, prav nas terapevtov prvih, da na to upozorimo, da ustanovimo združenja, to smo že imeli, ampak do zdaj nismo mogli nobenega prisiliti, da je član tega združenja. Ne? Ni bilo zakona, ni bilo vzvoda, zdaj pa bo obvezna zbornica, pa to je fascinantno. Prvič bojo nekje terapevti morali biti, spoznavali se bomo, zaupali si bomo lahko, podprli bomo tiste, ki ne zmorejo delati še kakšnih stvari. Jaz že na terapijah rečem klientom, malo što so, povejte mi, malo pa zelo zares, prosim, povejte mi, kaj vas moti na meni, povejte mi, pa magar je to barve čevljev, pa tako ne, ta del je ta štosen del. Ampak meni je zelo pomembno, da klient, uporabnik lahko čuti, da pove to, kar ga moti. A ne? In če govorimo pa o napakah, mislim pa tukaj moramo mi nujno narediti ključne spremembe. A ne, ljudje trpijo. In ljudje trpijo zares. Ne bi zdaj niti vsega šla razlagati, kaj je bilo, ampak ta zadnja stvar, ki je iz zdravstva sicer prišla, je bila ta, da je nekdo, ki ni imel znanja, seveda, ni še vedel, da je spodaj zelo težka zgodba. Ampak da je mladostnici zelo težka zgodba. Ki ni zmogla tam javno povedati še, ne javno, v psihiatrični ambulanti povedati, kaj je bila njena zgodba in je rekla, danes o tem ne bom govorila. Je dobila nazaj, govorila ne boš, povedala pa boš. Mislim, to ni nobena pomoč, to je manipulacija, to je prisila, to je... In potem razlagati staršev, veste, terapeuti vas mazijo pa učkajo, tukaj pa prijete samo poslušati, mislim, to... A veste, ta senzibilnost, pa jo rabimo prvi mi terapeuti, da se razumeva. Mi smo prvi poklicani k senzibilnosti. Ne samo psihiatri, ne samo klinični psihologi, vsi smo v tem. In vsi iščejo vse strokovne skupine. In če tukaj ne zmoremo stopiti skupaj in da se vrnem k tisti odgovornosti, ki sem rekla, ne, mi bomo prvič odgovarjali za to. Do zdaj si lahko bil nesenzibilen, pa je to še najmanj v resnici. Lahko si, ne vem, terapevt si je lahko prvoščil vse tam in to je narobe in to se ne sme nikjer dogajati, mi moramo to ustaviti. In jaz se čudim, da se takega zakona, ki prvič to vzpostavlja, množično ne podpre v resnici. Ker do zdaj smo mi spremljali, da je nek osebni zdravnik predpisal zdravila in mi smo srečevali ljudi, ki so bili na antidepresivih, ne vem, 10-15 let. Noben jim ni rekel, gospa, pejte raziskati toliko psihoterapeutov. Noben, na nobeni točki. Noben jih ni z besedo vprašal, a imate vi mogoče kakšno težko izkušnjo travme spode? Noben. In potem pridejo na terapijo in mi odgotavljamo tam heureka, gospa nosi težke stvari zakopane v svojem telesu. In meni je to popolnoma nesprejemljivo, da smo do zdaj imeli sistem, kjer zdravnikom ni nihče povedal, da ljudi ne moramo imeti samo 20 let na zdravilih, ne jim pa ponuditi še dodatnih virov pomoči. Oni so gotovo delali dobro, v dobre veri in dobro delajo, ampak ta zakon prvič prinaša to možnost, da bojo lahko napotovali k psihoterapeutu. Do zdaj tega niti niso mogli. Pa tudi, če bi jim dali 1000, ne vem, navodil glede česa. Ne. Je to bilo sam zasebni trg. In problem zasebnega trga ne sam, da je bil neurejen, bil je tudi plačljiv. In to je problem vseh, ko govorimo neoliberalizem. Pa kapitalizem, pa vse te besede, ki se zdaj tako bleščeče uporabljajo pri tem zakonu. A veste, največji neoliberalizem je ne pripeljati tega zakona v Slovenijo. To je največje ohranjanje neoliberalizma. Kaj rečemo, terapeuti ne delajo na trgu, uredimo samo trg, ne imajo terapijo bogati in to je vse super. Mislim, pa ljudje božji, mi imamo največ težav pri ljudeh, ki si terapijo ne moremo privoščiti. Ampak jaz vam povem, da povprečen Slovenci si težko privoščiti terapijo. 300 € na mesec dati, pač to ne gre. Ne gre vsem. In jaz pozivam vse, da imamo srce
za ljudi, ki tega ne zmorejo, ker to je večina. Večina ne zmore. Ne gre vsem.